Slovenska Istra, kjer smo danes na obisku, je še en dokaz, koliko priložnosti je v bistvu Evropska unija Sloveniji ponudila. Zdaj, če navedem podatke za obdobje 2007-2013, je imela Slovenija na razpolago nekaj več kot 4 milijarde evrov. Od tega je tudi Koper ta sredstva dobro izkoristil. Pogledali smo si center Kopra, kjer so dobro koristili sredstva iz regionalnega sklada. Potem tudi krajinski park Strunjan si je veliko pomogel z evropskimi sredstvi, prav tako Soline. Tukaj so bili izkoriščeni prav vsi programi, tudi čezmejni programi. Veliko je sodelovanja z sosednjo Hrvaško in pa z sosednjo Italijo. Ker pa vidimo priložnosti, pa so še evropska sredstva do leta 2020. Tukaj pa bo morala tudi država še veliko več narediti, da bo čim prej končala vse operativne programe in vanje uvrstila tudi projekte, ki so ključni za razvoj tega območja, recimo Luka Koper. V Luki Koper so nam povedali, da se v bistvu zadnjega pol leta na tem področju niso premaknili iz mrtve točke, zaradi tega, ker država kljub pravnim mnenjem, ki jih imajo tudi iz Bruslja, ne najde rešitev za javno-zasebno partnerstvo, čeprav Evropska komisija poudarja, da je ravno to priložnost za nadaljnje projekte in pa za nadaljnji razvoj celotne Evropske unije.